Nedeljske predsedniške volitve v Venezueli so prinesle ponovno zmago dosedanjemu predsedniku Nicolasu Maduri. Prejel je dobrih 68% glasov, glavni tekmec Henri Falcón pa le 21%. A zaradi mnogih nepravilnosti se pojavljajo pozivi k novim volitvam. Maduro je sicer dejal, da sta zmagala mir in demokracija, Falcón in tretjeuvrščeni kandidat Javier Bertucci pa sta dejala, da ne priznavata volilnega procesa, ki je po njunem nepravilen. Predvsem Falcón je poudaril, da naj bi pred voliščih predstavniki vladajoče stranke skenirali osebne dokumente, obljubljali ljudem ugodnosti, pretepli naj bi enega od opazovalcev iz njegovega tabora, mnogim pa onemogočili dostop do volišč. Združeni narodi po opravljeni analizi opozarjajo, da so bolnišnice, reševalna vozila, zdravniki, medicinske sestre in bolniki v vojnih območjih leta 2017 bili tarče v več kot 700 različnih napadih na svetu. Poročilo navaja, da se je nasilje nad zdravniškim osebjem in zgradbami zgodilo v 23 državah. V Siriji je bilo največje število napadov, kar 252 od zračnih do neposrednega streljanja v bolnišnicah. Leta 2016 so sicer sklenili resolucijo Združenih narodov, ki naj bi varovala zdravstvene ustanove in delavce v vojni, a Združeni narodi opozarjajo, da vlade o tem niso sprejele svojih ukrepov, ki bi dejansko lahko preprečile napade, niso niti reformirale vojaške prakse, niti uvedle preiskav. Izpostavljajo, da bi lahko odgovornim storilcem prenehali prodajati orožje. Člani koalicije zdravnikov za človekove pravice so dejali, da so na primer v Siriji bolnišnice doživele vsaj 38 napadov, 34 jih je vodila sirska vojska in njene zaveznice. Kitajski državni svetnik in zunanji minister Wang Yi se je v glavnem mestu Argentine sestal z argentinskim zunanjim ministrom Jorgejem Forijem. Wang je med srečanjem dejal, da je pod vodstvom dveh voditeljev odnos med Kitajsko in Argentino ohranil močan zagon, stabilno rastjo dvostranske trgovine, napredkom pri sodelovanju pri velikih projektih in vedno bolj tesnimi izmenjavami. Državi sta po njegovem v mednarodnem medstrankarskem mehanizmu dobro usklajeni. Dejal je, da Kitajska podpira prizadevanja argentinske vlade za ohranjanje finančne in gospodarske stabilnosti v državi in ji je pripravljena zagotoviti pomoč. Kitajska v celoti podpira Argentino, ki bo letos gostila vrsto voditeljev skupine 20 v Buenos Airesu. Fori je izjavil, da imata Argentina in Kitajska skupne poglede na vzdrževanje multilaterizma ter da se veseli obiska kitajskega voditelja na vrhu G20 in državnega obiska v Argentini.